Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Radiovedni prazničen pozdrav. Zunaj se prižigajo luči, ta konec tedna marsikje pletejo venčke in če ste pozorni, lahko ponekod nad vrati ali pa kje, kjer še vedno prisegajo na tradicijo, opazite eno čisto posebno rastlino, ki ima mesnate liste in jo tudi pozimi, ko zmrzuje, pada sneg, najdete v naših gozdovih. Pravimo ji bela omela ali ptičji lim. Ko boste domov prišla, obeste nad vrata. To je bistvo za srečo. No, sama sem jo našla na ljubljanski tržnici med stojnicami, polnimi jelkinih, leskovih in drugih ta hip aktualnih vej. Pa to ljudje še poznajo to navado? Poznajo. Starejše mamce, ne daj Bože, poznajo se. Bela omela je nenavadna rastlina. Je zelene barve z lepljivimi belimi jagodami, kot nekakšna krogla ždi sredi krošen dreves. V nabiralnik smo dobili vprašanje, kako bela omela sploh zraste, kar nekje na veji in za nameček obrodi. Da je narava zelo praktična in iznajdljiva, sem izvedela v ljubljanskem botaničnem vrtu. Dr. Jože Bavcon mi je takole razkrinkal ključne razpečevalce bele omele po gozdovih. Ptiča neko kljuvato seme, a ne se mu marsikaj lahko na klun prime, lahko se mu prime recimo na perje, pa tudi bom rekel poje, a ne, in zdaj tisto, kar se mu tako prime, se pol ptič, ker si klun čisti, a ne, poskuša tole očistiti in se seveda to nekam prilepi lahko, a ne, na vejo, na ljubje, kakorkoli. Ta rastlina ima pač strategijo, da najprej, ko začne kaliti, razvije en tak prisesalni organ, bi rekel, eno taka, bom rekel, mini ploščica, ki se razvije, iz tega potem nastane en tak stožec, ki začne v bistvu oddajati encime, da prodira čez ljubje in da pride v to mehko tkivo in potem, ko pride v mehko tkivo, v bistvu ustvari eno tako sesalko, s katero potem rastlina lahko začne črpati vodo in minerale, a ne. Medtem, ko seveda, ko naredi že prve liste, a ne, pa potem, ko se rastlina razvije, ima pa zeleno barvilo, se pravi, da sama si tvori s pomočjo fotosinteze hraniva, a ne, medtem, ko vodo, a ne, pa ne more dobiti, ker je nekje v krošnjah dreves, pa ravno tako minerale, ne, to pa pač vzame drevesu. In tako ostaja zelena vse leto. S tem pa po starih prepričanjih prinaša v zimskem času upanje, sem še dobila na uho na tržnici. Adventni cajt, božični cajt se to uporablja, drugače je pa simbol božiča, novega leta. Koliko se pa tega proda? Malo, ker tega ni več, ker v bistvu vse poseka. Toda zakaj se je tekom zgodovine prijel običaj, da se moramo, če se srečamo pod belo omelo, poljubiti? Odgovor za to pa je pripravil etnolog dr. Ambrož Kvartič. Bela omela ima zaradi svojega specifičnega načina rasti, specifičnega izgleda, veliko simbolnega potenciala, ki se je skozi evropsko zgodovino udejanjal kar naprej, pravzaprav v bajeslovju. Recimo stari Grki so bili prepričani, da so bogovi natrosili omelo po drevesih in da zato tako raste brez korenini stav. Šega poljubljanja pod belo omelo pa ima najverjetneje korenine v nordijskem bajeslovju oziroma v keltskem starem načinu življenja, kjer je prav tako predstavljala neke vrste sveto rastlino, pod katero so sklepali premirja, vsaj začasna v času letnih praznovanj, predvsem praznovanj okoli zimskega sončnega obrata. Potem pa so konec 18. pa v 19. stoletju, potem v viktorijanski Angliji to upeljali v širši nabor božičnih šeg in navad in to se je potem počasi tako z imperialnim osvajanjem sveta, kot tudi pozneje s popularno kulturo, ko je že tudi Amerika sodelovala, to razširilo po vsem svetu. Sam sicer ne opaža, da bi bila ta šega zelo pogosta tudi pri nas. Je pa res, da je bela omela tudi v slovanskem ali pa staroslovenskem bajeslovju igrala pomembno vlogo. Z njeno pomočjo naj bi se po zimi iskalo zaklade, če si jo nabral pod posebnimi okoliščinami, predvsem si moral biti popolnoma tiho, potem ti je pokazala, kje je skrito bogastvo zate.
In če vas je bela omela do zdaj tako zamikala, da bi jo vključili v svoje praznično okrasje, se pa lahko malo zalomi. Po Sloveniji namreč raste le ponekod. Lepo izgleda tu po zimi, a ne? Ni povsod po Sloveniji tu prisotno, bom rekel, v Štajerskem ima zelo veliko tega, Kozjansko recimo, tudi na Dolenjskem je prisotno, recimo po dolini Idrijce, ko gremo, se šele nekje tam v sredini recimo nekje pojav, prej jo ni recimo, a ne? Bi pa ob koncu spomnila še na njeno praktično vrednost. Čeprav je zelo strupena rastlina, velja za zdravilno. Zato je pač treba te snovi zelo tako s previdnostjo imati, nikakor ne, da bi to recimo sami se poskušali z belim omelom zdraviti. So pa ugotovili, da v bistvu zavira nekatere vrste raka. In ne le kot zdravilo, vse večji potencial kaže tudi kot morebitno lepilo. Ta vlakna so nekako tudi biorazgradljiva in hkrati so lepljiva. In v bistvu iz tega poskušajo ustvariti, bom rekel, biolepilo, ki bi lahko pomagalo lepiti, bom rekel, hrustanc pa kost in pa hkrati tudi, da bi lahko lepilo rane skupaj. Ker potem se pa tu lepilo ponovno lahko razgradi. Kako zanimivo! Kaj vse se skriva za to polparazitsko in vedno zeleno prebivalko dreves po Sloveniji? Oči na peclje, da jo opazite, če pa kakšno obesite nad vrata, pa tudi ne more škoditi. To bi bilo vse za danes. Pozdravljam vas, Maja Ratej. Radio Vedni. Pač eni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni.